Ker tako kot smo zdaj trenutno sporočamo otrokom, saj vemo, da gledate pornografijo, pač se zgodi, kaj, si boste že sami pomagali. Dajmo postaviti neke varovalke, kljub temu, da ne bodo popolne. Pozdravljeni v novi epizodi Volilnega zrcala, torej naše pomoči vam za to, da se boste lažje odločili 22. marca na parlamentarnih volitvah v sklopu podcasta Usidrani. Današnja tema so nove tehnologije in etične dileme, ki jih nove tehnologije vedno znova prinašajo. In med nami pozdravljam Benjamina Tomažiča iz Inštituta Integrum. Živijo, Benjamin. Živijo, Nejc. Zdaj, človeški možgani so zelo fascinantna zadeva. Imamo izjemno kompleksne možgane, ki se zelo dolgo časa razvijajo. In frontalni reženj recimo se razvija do približno tam poznih 20 let. Kar pomeni, da je precej pomembno, s čim se ukvarjajo otroci in mladostniki, ker vsakršna škodljiva uporaba določenih tehnologij ima lahko zelo dolgosežne posledice. In družbena omrežja so precejšnja revolucija na tem področju. Zelo smo spremenili naše navade in prav tako je to velja za mladoletne in za otroke. Zdaj, Benjamin, glede na to, da družbena omrežja škodijo in da dokazano v bistvu kurijo možgane, jaz večkrat rečem, ali bi ti prepovedal uporabo družbenih omrežij za mladoletne? Zagotovo se mi zdi pametno omejiti uporabo, do katere starosti se mi zdi, da bi bilo fajn postaviti v kontekst z določenimi strokovnjaki, kdaj bi bila najbolj primerna. Ker ena stvar je to, kar si sam izpostavil, ta problematična uporaba za slab razvoj prefrontalnega korteksa. Po drugi strani pa je tukaj izjemno močan povezovalni nek sovrstniški element, tudi pritisk negativen, ampak tukaj se mi zdi, bi bilo fajn iskati konsens tako na širši strokovni družbeni ravni. Zagotovo se mi zdi ful pomembno, da bi omejili, sploh v tistih najbolj zgodnjih letih, uporabo družbenih omrežij. In zagotovo se mi zdi, da do zdaj to, kar smo čakali, da smo naredili ful škode, kljub temu, da se zavedam, da če hitimo, lahko izpeljemo neoptimalne rešitve, ampak v mojem primeru bi bile po mojem boljše, tako da na nek način odgovor na tvoje vprašanje na kratko bi bil da, s tem, da ne vem, če bi rekel 18 let. Nekatere države so že uvedle določeno omejevanje družbenih omrežij, ene bolj, ene manj uspešno. Mi pa smo naše stranke, torej stranke kandidatne liste, vprašali naslednje vprašanje. Družbena omrežja dokazano škodijo razvoju otroka, najstnika, pri socialni vključenosti in šolski uspešnosti. Zaradi tega se nekatere države, na primer Avstralija, odločajo za prepoved uporabe mlajšim osebam. Ali mislite, da bi morali omejiti uporabo socialnih omrežij do 16. leta? Zdaj, preden sploh greva na odgovore strank, kako druge države upravljajo s tem problemom, oziroma kakšne so konkretne rešitve, ki jih druge države, mi smo recimo omenili Avstralijo, uporabijo za zaščito mladostnikov? V bistvu so precej različne. Ni poenotenega modela, ki bi ga ful držav pobralo, ena od druge, ampak se soočajo z različnimi načini, ki jih preizkušajo. En je ta, ki smo ga izpostavili v vprašanju na primeru Avstralije, so pa tudi drugi, kjer v bistvu je neka prednastavljena zaščita za določene programske opreme, aplikacije z vidika ponudnikov ali samega interneta ali tistih, ki prodajajo naprave. Veliko je govora o tem, da bi se vzpostavilo neko preverjanje, centralno preverjanje starosti, samo starosti, da bi potem bili podatki, tako po domače povedano GDPR-jevsko, bolje zaščiteni. Nekje vmes v bistvu se znajde večino držav, se mi zdi. Slovenija je tukaj žal bolj na repu, nič nismo še zares preizkusili in se mi zdi, da en velik razlog oziroma argument, ki ga slišimo od politikov najpogosteje, je to, da smo premajhni, da nas noben ne jemlje resno.
da čakamo Evropsko unijo. Po drugi strani, predvsem meni, pa se zdi, da tukaj ni neke politične volje ali pa energije, da bi v to vprašanje, ki je za moje pojme zelo pomembno, usmerili več energije. Zdaj, Evropska unija ima precej, mislim tako, iz različnih koncev prihajajo različni predlogi. Zdaj, zanima me, tukaj v odgovorih strank lahko beremo, katere so vse funkcije in ki so problematične. Recimo NSI, SLS Focus govori o tem, torej, kakor si sam povedal, ne, da želijo preložiti odgovornost na Bruselj, oziroma da bi se ta stvar centralno urejala. Vemo, da pa tudi nekatere druge države v Evropski uniji, Francija, Italija, že same to področje urejajo. Zdaj, koliko uspešno je drugo vprašanje, ampak v resnici pač so pripravljene ugrizniti to kislo jabolko. Zdaj, NSI govori o zasvoljivih algoritmih in funkcijah, kot je neskončno drsenje. Zdaj, zakaj je problematično recimo neskončno drsenje? Teh zasvojljivih algoritmov je vedno več, sploh s pojavom orodij, ki nekako vključujejo umetno inteligenčne sisteme. Problematično je zaradi tega, ker se ne ustavimo takrat, ko bi bilo dovolj, ko bi bilo za nas v redu. Tudi če gremo recimo na kakšen poskus, ki je zanimiv, ki je dosti pred časom družbenih omrežij bil raziskan, vemo, da če imamo občutek velike količine tistega, kar si želimo na voljo, da ne manjka tega, potem bomo vedno vzeli več, kot je za nas primerno v trenutni dobi, kjer živimo. To zelo preprosto izhaja iz antropološko našega razvoja. Pač takrat, ko je človek dobil nek vir hrane, recimo, je fajn, da se je najedel malo več, da je potem bil za nekaj časa rešen na tem področju. Sedaj pa, če imamo pretirano količino hrane, bomo zelo verjetno tudi si vzeli malo več, ne bomo se ustavili. Neskončno drsenje deluje prav na tem principu. V bistvu, nič se nam ni treba potruditi, nič ne treba razmisliti niti. Ali bi bilo pametno še naprej brati novičke, gledati neke smešne videoposnetke o mačkah, recimo, neke krute videoposnetke, gledati naprej nekaj, kar nas fila z dopaminom, z adrenalinom. Ampak samodejno prihaja in na tem delujejo praktično vsa družbena omrežja danes. Če se spomnimo prvih časov Facebooka, tam ni bilo tako, na zidu si se moral potruditi, da si šel pogledati in prebrati, kaj nekdo objavil. Danes imamo Reelse, imamo na YouTubeu Shortse, imamo na Instagramu objave, ki so v bistvu javno objavljeni kratki videi in zasebno objavljeni kratki videi. TikTok je celotno omrežje, ki deluje na tem neskončnem drsenju. V bistvu avtomatsko prihajajo vsebine, ki nas filajo s občutki ugodja, s tem, da se nam ni treba nič potruditi. In čas gre, in naša pozornost gre, in v bistvu naše kritično razmišljanje se popolnoma ustavi. Bombardirani z stotinami različnih informacij, ne razmišljamo o tistem, kar bi bilo dobro, da bi razmišljali, kar bi bil naš fokus. Tukaj je en velik problem neskončnega drsenja. Zdaj, večina strank se strinja z neko omejitvijo, z neke vrste prepovedjo ali pa nekim v bistvu regulacijo algoritmov. Zdaj imamo resnico, ki pa se ne strinjajo s tem načeloma in predvsem govorijo o tem, da je pomembno izobraževanje in ozaveščanje. Zakaj misliš, da je tukaj, zakaj misliš, da na tem področju izobraževanja in ozaveščanja pač ni dovolj? Ja, se mi zdi, da si ful lepo vprašal. Ni dovolj, tako, tudi mi podpiramo in se nam zdi ključno to, da se o tem pogovarjamo, izobražujemo, opolnomočimo mlade, starše, vzgojitelje, ampak dejansko ni dovolj, zato ker so stvari tako močno zasvojljive in nevarne in tisti verjetno, ki se s tem ne ukvarjamo redno, se tega niti ne zavedamo. Če vprašamo pedopsihiatre, psihologe, terapevte, vidimo, koliko grozljivih, srhljivih stvari se zgodi zaradi tega. In govoriti danes o tem, da bo ozaveščanje odpravilo ta problem v večji meri, se mi zdi naivno. Zakaj? Zato, ker to je še huje, kot če bi dali recimo otroku vodko ali pa viski ali pa nekaj alkoholnega k nočni omarici
in rekli, ti se kar odgovorno odloči, samo veš, to ni zdravo, to ni fajn. Tukaj gre za stvari, ki tako močno zlezejo pod kožo mlademu človeku, prvič, zato ker so narejene, audiovizualno tako privlačno, da takoj nas pritegnejo, bolj kot karkoli drugega v realnem svetu. Drugič, zato ker vsi sovrstniki to uporabljajo. In če ti v letih, ko si želiš pripadati, ko želiš čutiti občutek, da si vreden, da si zaželjen med sovrstniki, ne boš posegal potem si odrežeš svoje socialne življenje. In zato tukaj se mi zdi res zelo, zelo naivno zaradi zasvojitvenih elementov in zaradi socialnega vpliva družbenih omrežij govoriti o tem, da bo ozaveščanje popolnoma odpravilo to težavo. Dal si odlično izhodišče za nadaljevanje najnega pogovora in sicer zelo zanimivo je, da družbena omrežja so prinesla eno veliko revolucijo, tudi v pozitivnem smislu. Mi se lahko pogovarjamo, lahko navežemo stike z ljudmi zelo, zelo daleč, iz drugega konca sveta, ampak hkrati vidimo, da zelo močno vplivajo na naše najbolj intimne odnose. S tem, ko je vsakdo na telefonu, vsakdo na telefonu, v bistvu se nehamo pogovarjati, manj je takih družbenih stikov v naravi, otroške igre in tako naprej. Zdaj, in to velja tudi za mladostnike. Generacija, ki prihaja, je ena izmed najbolj anksioznih, najbolj depresivnih, najmanj je dejanskih fizičnih v bistvu odnosov. Zdaj imamo pa tukaj nov element, eno novo revolucijo na področju, ki v bistvu še bolj temeljito zareže v te odnose. In to je v bistvu generativna umetna inteligenca in pogovori z umetno inteligenco, ki pač simulira neke čustvene odnose. Benjamin, zakaj gre tukaj in kaj je tisto, kar je najbolj problematično? Spet se mi zdi odprto tako zelo široko vprašanje, ampak na kratko, če smo govorili pri družbenih omrežjih o tem, da gre za neko ekonomijo pozornosti, da v bistvu mi plačujemo družbena omrežja z našimi podatki, z našim časom, se kaže pri veliko primerih uporabe generativne umetne inteligence oziroma tako imenovanih chatbotov in companionov, AI companion in AI chatbotov, problematika v čustveni navezanosti. Če ste kdaj uporabili v zadnjih tednih, mesecih ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, kateregakoli v bistvu od teh velikih modelov, na koncu vas vedno verjetno vprašal, a želiš, da ti pripravim še povzetek, a bi rad raziskal še to področje boljše, a želiš, da to osvetljiva ali pa da ti pripravim daljšo razlago tega dela. V bistvu tukaj je načrtno šlo noter v vgrajevanje tako imenovanih antropomorfnih elementov oziroma pripravo antropomorfnih sistemov, torej da posnemajo neko obliko idealnega človeškega obnašanja. Tudi če mu kdaj zelo jasno poveste, ne, to pa ni res, to pa vem, da si se zmotil tukaj, se bo vedno lepo opravičil in bo rekel, ja, imaš prav, se opravičujem, v resnici gre za tako in tako in tako. V ozadju ni neka prinašanje pozitivnosti v družbo, ampak gre za to, da želijo ti sistemi od nas čim več podatkov pridobiti. V bistvu bolj kot sam čas tukaj gre za podatke, zato ker na podlagi večje količine podatkov postajajo močnejši, se bolj učijo. In zato gre neko za nezdravo čustveno navezanost, ki je pripeljala že kar nekaj primerov tudi do smrti. In to so zelo krute stvari, ki se mi zdi spet zamujamo z njimi. Ki se nam zdi, umetna inteligenca je ful močno orodje, zelo super, ga lahko uporabljamo, ampak premalo se zavedamo, da to ni samo orodje. Tako kot pri družbenih omrežjih. Želi od nas čas, želi podatke, tudi družbena, tudi uporaba tukaj generativnih modelov umetne inteligence zelo pogosto ima v ozadju neko skrito agendo pridobivanja nečesa od nas. In tukaj, ko govorimo o otrocih, bi morali absolutno bolj ostro, jasno povedati, kaj je v redu in kaj ni. Naše vprašanje političnim strankam je bilo,
kaj menite o razvoju generativne umetne inteligence in kako bi razširili ter popularizirali njeno uporabo, in pa kaj menite o njeni uporabi v osnovni in srednji šoli, kako zagotoviti minimalne etične standarde pri njeni uporabi. In odgovori političnih strank so zelo v kontekstu tudi prejšnjega vprašanja in odgovorov, torej govorijo o izobraževanjih, recimo SDS govori, seveda se vsi zavedajo tega, da je umetna inteligenca nekaj, kar lahko spodbudi gospodarstvo, spodbudi tehnologijo in tako naprej, ampak vsi so zadržani pri uporabi v šoli, ampak recimo, zdaj SDS govori o tem, da je treba mlade voditi, kako je uporaba umetne inteligence možna samo s pomočjo znanja oziroma da je dobrodošla in koristna dopolnitev znanja, ne pa njegovo nadomestilo. Recimo socialni demokrati govorijo, da je pomembno, da uporabljamo odgovorno z jasnimi etičnimi standardi in poudarkom na izobraževanju. Tako zelo splošno odgovarjajo, ne. Naj bo pedagoško utemeljena in ne nadomešča lastnega kognitivnega dela in napredka učencev, recimo trojček NSI SLS Focus. Zdaj, Benjamina moramo še predstaviti, je zakonski mož, oče 5 otrok, soustanovitelj inštituta Integrum, ampak v prostem času je tudi profesor na gimnaziji Želimlje in je profesor matematike in informatike. Zdaj, ti si profesor na srednji šoli, a ne? Zdaj, jaz si predstavljam, da si imel kdaj že kakšen stik z nelegalno uporabo umetne inteligence pri svojem delu, v smislu, da je nekdo goljufal in uporabil kakšne namige umetne inteligence pri kakšnem projektu ali pa pri kakšnem testu. Zdaj, na kakšen način bi lahko v osnovni in srednji šoli po eni strani uporabljali dobre lastnosti umetne inteligence in po drugi strani otroke in mlade učili, da je treba možgane tudi uporabljati? Ja, strinjam se s tem, da je vprašanje kompleksno in da glede na to, kako hitro se tehnologija spreminja, optimalnega odgovora ne moramo dati, ker ne vemo, kaj bo jutri prišlo ven in bo ful popularno. Ampak zagotovo se mi zdi nujno, da tukaj prvič skupaj se pogovarjamo in iskreno iščemo, kako nam lahko umetna inteligenca pomaga pri stvareh, kjer je ful v redu, da nam pomaga in kjer lahko zaradi tega v bistvu tudi sami sebe bolje razvijamo. In drugič, kako jo je potrebno omejevati tam, kjer razčlovečuje, ker takih področij je kar nekaj. Za moje pojme smo spet totalno prehitro padli v neko avtomatično uporabo nečesa, kar je na toliko vidikih problematično, da šele počasi dojemamo, saj to pa res ne v redu, ker v bistvu tako ful manj razmišljamo, ker smo tako ful manj ustvarjalni, ker smo tako ful manj pristni v realnih odnosih, ker si tako ful manj želimo nekih realnih stikov, ker z njimi se moramo kregati, ker ko imam živega človeka pred seboj, se konfliktu ne morem izogniti, če se ne strinja z mano. Medtem ko, če imam nekoga, ki mi vedno pritrjuje vsem, je zelo enostavno z njim debatirati. Po mojem mnenju zagotovo bi morali, ker je toliko zasvojljivo, iti ponovno v neko pogovor o ali omejevanju ali pa dejansko prilagajanju orodij tako, da bodo te zasvojitveni elementi, funkcije prvič zelo bolj nadzorovani in drugič v bistvu neprisotni pri uporabi za mladoletne. Tukaj je očitno res veliko področje, veliko neznanega, se mi zdi, da je to res ena izmed ključnih stvari, ki jih bo treba urediti v naslednjem mandatu, če smo konkretno tudi v Sloveniji. Seveda v sodelovanju z drugimi primeri dobre prakse iz tujine in tudi Evropske unije. Zdaj, potem smo vprašali politične stranke še eno vprašanje, in sicer, ali menite, da bi bilo potrebno učinkoviteje omejiti dostop do pornografije za mladoletne? Na kakšen način bi to storili? Benjamin, zakaj je pornografija problematična med mladimi in kako razširjena je?
Nekaj glavnih razlogov je v tem v bistvu, da izrazito popači realno sliko o spolnosti. Drugič, da je tudi zelo zasvojljiva. Govorilo se je o tem, da je v bistvu kot krek moderne dobe, zato ker je brezplačna, dosegljiva povsod in anonimna. Danes, ko imamo pametne telefone in dostop do podatkov praktično povsod. Med mladimi je izredno razširjena. Mi edino tako resno raziskavo, ki smo dobili, ali pa anketo, je bila iz leta 2023, ko je SafeSea delal anketo o uporabi pornografije med našimi osnovnošolci oziroma srednješolci. In tam se je pokazalo, recimo, da se 10% osnovnošolcev v zadnji triadi počuti s pornografijo že zasvojene, ne samo, da bi jo redno uporabljali. Tam se je pokazalo, da nekateri pridejo v stik z njo že pred 8 letom starosti in da jih ful močno zaznamuje, sploh dekleta, zanimivo. Tam se je pokazalo, da v bistvu v srednji šoli se že 15% srednješolcev počuti zasvojenih s pornografijo, pa praktično nihče z njimi ne govori o tem, kako se tega rešiti, kako se pri tem zaščititi, kakšni mehanizmi obstajajo, kaj jim lahko pomaga na tem področju. Odgovor na tvoje vprašanje, zdi se mi, da je zelo, zelo močno razširjena med našimi otroki pornografija in s tem, da je zasvojljiva, da popači realne o spolnosti, da vliva neke občutke sramu mlademu otroku, se mi zdi, da prinaša res veliko, veliko slabega za vse otroke, največ za tiste, za katere tudi kazensko imamo neko omejitev, da naj ne bi bila dostopna zanje, to je za tiste, ki so mlajši od 15 let. Eden izmed odgovorov, recimo NSC SLS Focus, pravi, da je, kakor si že sam omenil, dostop do pornografije za mladoletne je že zakonsko prepovedan, vendar se to ne izvaja. Ena od možnosti je potrditev starosti s preverjanjem identitete za dostop do vsebin, kar je v nekaterih državah že uveljavljeno. Kako je s preverjanjem identitete glede pornografije in ali je to učinkovit način? Kako druge države to rešujejo? Tudi tiste države, ki so se tega lotile, so še zelo pionirske na tem področju. Jaz bi samo mar popravil, tudi odgovor, ki smo ga dobili, po mojem, ni najbolj korekten, ker ni ideja preverjena identitete, oziroma tam, kjer se je to vzpostavilo, se kaže problematičnost zaščite podatkov, kar se popolnoma strinjam, da je dobro konkretno razmisliti, ker zdaj, če bomo mi dajali navodila pornografskim spletnim stranem, da morajo preveriti identiteto, tukaj lahko dobijo še eno ogromno bazo za kasnejše oglaševanje, za kasnejše delovanje, izvajanje pritiska na osebe, ki bodo dostopale do pornografskih vsebin. Torej, ideja v ozadju ni, da bi se preverjalo identiteto posameznika, ki dostopa do pornografije, se mi zdi tista smiselna ideja, ampak da se preverja njegovo starost, samo njegovo starost. In da se to preverja na smiselen, na skladno zaščito podatkov in na učinkovit način. Zdaj, vemo, karkoli od tega sem rekel, obstaja luknja, oziroma obstajajo luknje in bodo obstajale in obhodi, da se naredi obvoz. Ampak kljub temu se mi zdi nujno, da se nekaj vzpostavi. Ker tako kot smo zdaj trenutno sporočamo otrokom, saj vemo, da gledate pornografijo, pač se zgodi, kaj, si boste že sami pomagali. Dajmo postaviti neke varovalke, kljub temu, da ne bodo popolne. Vedno se bodo našli ljudje, posamezniki, ki bodo dobili obvoz. Ko je šlo za omejevanje kajenja v zaprtih prostorih ali pa česarkoli drugega, je tudi bilo kar nekaj časa in energija potrebna, da se je to dejansko upeljevalo. Ampak jaz zdaj res redko, praktično nikoli, ne vidim koga, ki bi se skrival pod kakšno mizo in kadil noter v lokalu, recimo, kjer je prepovedano. Kar pomeni, da se je naredilo nek družbeni preskok. In tukaj se mi zdi, kot odrasli dajemo res katastrofalno sporočilo otrokom, ki jim pravimo, uradno je to slabo. Sam nič ne bomo naredili za to, da bi dejansko bil težji dostop do tega.
predvsem dobro si rekel, ne, tukaj je odgovornost odraslih in odgovornost tudi voditeljev, da nekaj naredijo na področju, za katerega je pač nek družbeni konsens, da je problematično. Meni se zdi, no, tudi to, ne, da je potrebno ojačati, opolnomočiti mlade. Ne. Še vedno je precej, mislim, da je precej eksotično je, če izstopaš iz enega socialnega kroga, recimo sploh pri enih bolj fantovskih krogih, da se pa ti boriš proti pornografiji. Ne. Se mi zdi, da je tukaj en velik manevrski prostor in tudi prostor, ne, ker vemo, da imamo znotraj šolstva se da marsikaj povedati o zasvojenosti z drogami, z alkoholom in se veliko govori o tem. Ne. Ali imamo kakšen nacionalni program, kako bi takšno zadevo, torej kako bi lahko tudi opolnomočili mlade z pornografijo, torej z nevarnostmi pornografije, ali je to v bistvu v tem trenutku v bistvu samo prepuščeno različnim šolam in da je pač to bolj vprašanje angažmaja posameznikov? Ja, se mi zdi super izpostavljeno to, kar si povedal, ker tudi dve stranki v svojem odgovoru, Resnica pa Mi socialisti, izpostavljata kot ponovno edino zahtevo ali pa tisto, kar vidita kot možno, to, da gremo v opolnomočenje otrok, to, da se pogovarjamo, kaj je vzrok, da posegajo po pornografiji, ne pa da jih omejujemo ali pa cenzuriramo. In tukaj se mi zdi spet velik preskok med realnostjo, med tistim, kar vidimo tisti, ki delamo na tem področju in med tem, kar kot idealno si predstavljamo. Nekaj nacionalnih organizacij je, ki tukaj pomaga šolam, ampak res tistim šolam, ki se aktivno za to odločijo, oziroma na žalost je po mojih izkušnjah najpogosteje tako, da tistim šolam, ki imajo že neke težke, slabe izkušnje na tem področju. Tam, kjer vidijo, da je res šlo čez vse meje, tam potem navežejo stik, poiščejo pomoč. Ni pa avtomatsko vpeljano. In tukaj se mi zdi vse organizacije, ki delajo na tem področju, ki delujemo na tem področju, delujemo precej podobno. Ne si gre za Logout, SafeSea, za različne psihologe, pedopsihiatre, delavce, ki želijo ozaveščati o nekemičnih zasvojenostih. Vsi se mi zdi, želimo prikazati celostno sliko tega problema, problematike in tudi ponuditi neke odgovore. Ampak res, dokaj družbeno ne bomo dosegli nekega konsenza, ali pa recimo, da miselno, strokovno smo ga zdaj že, smo precej jasno usklajeni in tudi vemo, pač ko pride vodja Nacionalnega centra za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti, zelo jasno pove, pač približno polovico naših članov ima probleme tudi z zasvojenostjo s pornografijo. To je jasno, to je zdaj popolnoma relevanten podatek. Ampak, da bi kaj naredili dejansko, da bi rekli, ja, šole naj tudi na področju nekemičnih zasvojenosti toliko ur dodatnih dejavnosti izvedejo, ali pa naj ponudijo tako celostno sliko, ki bo pomagala ozaveščati mlade, pa ne samo ozaveščati, ampak tudi ponuditi neka orodja za soočenje s to problematiko. Tukaj se mi zdi, smo pa še daleč od tega. To je res, ne, da sej, če gremo tudi v podrobnosti, tak nek splošen vtis dobiš, da je problem pornografije, ampak če greš v podrobnosti, vidiš, da so zelo različni motivi. Ne. Če si glih omenil, Mi socialisti ne navajajo, da je pornografija problem, ker utrjuje patriarhalne, heteronormativne in cisnormativne odnose v družbi. In če pogledamo v resnici, pornografija dela točno nasprotje tega, ne, ker vemo, da je koncept zasvojenosti tudi tak, da vedno znova gledaš bolj nenormalne, bolj eksotične oblike pornografije in zaradi tega pač je zagotovo nereprezentativen del pornografije tudi na kakšnem drugem področju, recimo transgenderizem je v bistvu postal tudi s pomočjo sisi pornografije, ki je bila ena izmed bolj gledanimi v populaciji otrok z spolno disforijo. Tako da to zagotovo ne drži, da utrjuje te odnose, kvečjemu nasprotje tega.
Zdaj, že omenil sem, da je sodelovanje z Evropsko unijo tukaj zelo močno in vaš inštitut se je udeležil enega dogodka v Evropskem parlamentu, ki je bil prav na to temo. Kako v Evropski uniji razmišljajo na to tematiko in ali je bil kakšen od slovenskih evropskih poslancev posebej angažiran? Ja, tukaj morda bi povedal, da smo v lanskem letu navezali stik, lani pa predlani, v bistvu z vsemi našimi evroposlanci, ravno zaradi tega, ker bi želeli spodbuditi tudi na tej najvišji, najširši odločevalski ravni pogovore, rešitve, ki bi šle v neko pripravo okolja, ki bi bilo bolj zdravo za otroke, kar se tiče omejenosti oziroma negativnih posledic pornografije. Moram pohvaliti iskreno, večino naših evroposlancev se je odzvalo. Samo dva sta bila, ki nista dala v bistvu od sebe nobenega odziva, Joveva in Prebilič, ampak vsi ostali so pokazali vsaj načelno neko strinjanje z zavedanjem o resnosti problematike ter željo po podpori nekim spremembam na tem področju. Najbolj nas je na koncu podprl in pokazal tudi željo po sodelovanju Matej Tonin, v okviru katerega smo potem gostili, oziroma on je gostil eno konferenco, ki smo pomagali moderirati v Evropskem parlamentu, kjer je bilo zbranih kar nekaj predstavnikov zelo različnih skupin. Zraven mene recimo sedela predstavnica za varno okolje TikToka za Evropo. Je bilo zanimivo pogovarjati se potem z njo, kaj delajo oni na tem področju, ker se mi zdi, da tako je ful lukem, pa da je v ozadju bolj ali manj samo denar in gledanje to, da ne bo preveč kršili pravnih smernic. Od teh, ki so bili predstavniki različnih skupin znotraj Evropskega parlamenta. Bojim se, da se prepočasi odzovemo. Dejansko, da je tukaj res narejenega veliko slabega za otroke in vemo, da se dogaja danes. To, da rečemo, bomo počakali, če bo konec leta nekaj vzpostavljeno, v teh mesecih bo na tisoče otrok postajalo zasvojenih s pornografijo, bo izrazito poslabšali svojo samopodobo, bo močno ponotranili nerealne predstave o spolnosti in tega me je škoda, se mi zdi. Ja, z razvojem tehnologije v pol leta lahko rata že nov problem, ki se ga moraš tudi iz etičnega vidika lotiti. Zdaj, ampak ni vse tako, lahko nekaj naredimo na tem področju. In inštitut Integrum je glih pred volitvami začel zbirati podpise za peticijo z naslovom Pobuda za varno in zdravo uporabo digitalne tehnologije pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji. Benjamin, povej kaj več o tem. Zakaj ste se lotili te peticije, kaj je njen namen in kaj so glavni cilji? Ja, hvala tudi za to vprašanje. V bistvu, dost velik del najnega pogovora danes je razlog, zakaj smo se lotili te peticije. Namreč, lotili smo se zato, ker vidimo, da je politična volja narediti spremembe na tem področju premajhna. In bi želeli pokazati odločevalcem, da je tukaj kar nekaj zavednih, odgovornih posameznikov, ki si želimo ustvarjati boljše okolje za otroke. In ker imamo malo poln kufer tega, da se zgovarjamo ves čas, to je zelo težko, to so kompleksni problemi. Ali pa Slovenija je premajhna, mi res ne bomo tukaj zmogli narediti neke spremembe. Ja, če ne bomo začeli mi, tako lahko reče vsak, potem morda ne bo začel noben. Se pravi, da kar spremimo, da je okolje za naše otroke slabo. Zato smo želeli tukaj s peticijo v bistvu povezati tiste, ki podobno mislimo, ali pa vsaj pokazati, da nas je nekaj na tem področju, da želimo iskati rešitve in jasno dati odločevalcem neko spodbudo, dajte tudi začeti delati spremembe na tem področju. Ne samo govoriti o tem, da se zavedamo, da to je problem. Predvsem to dvoje. Potem smo pa v bistvu tukaj kar nekaj organizacij in posameznikov sodelovalo pri pripravi besedila peticije in smo potem z njimi se povezali, pripravili več različic oziroma jih potem prečiščevali
in na koncu prišli do nečesa, kar želi spodbujati prav ta 3 področja, o katerih se danes pogovarjamo. No? Torej, kako ustvariti boljše področje za otroke in kar se tiče pornografije, in kar se tiče družbenih omrežij, in kar se tiče uporabe umetne inteligence. Kako lahko naši gledalci in poslušalci sodelujejo? Je zelo preprosto, da gredo na spletno stran openpetition.eu in tam poiščejo, mislim, da med ta prvimi 3 slovenskimi peticijami, peticijo, ki si jo že ti omenil. Lahko pa tudi na naši spletni strani institut-integrum.com jo najdete. Predvsem vas želim povabiti k temu, da razmislite o teh tehnologijah, res, ker ne gre tukaj za zavračanje tega, kar nam dobrega prinašajo. Se mi zdi super, da si to v uvodu izpostavil. Jaz tudi poučujem informatiko in sem ful vesel vsega tehnološkega razvoja, ki prihaja. Sam dajmo imeti najprej pred očmi človeka, človečnost in kako nam lahko to pomaga, ne pa kako mi postajamo sužnji potem tega. In tukaj bi želeli, ne vem, vzpostaviti večje kritično razmišljanje, predvsem pa dati neko odgovornost, da bomo tukaj rekli, tisto, kar je slabo, da tega ne želimo za otroke, ne glede na to, koliko denarja, financ ali pa učinkovitosti nam v družbo prinaša. Mi bomo tudi dali tole peticijo med naše komentarje oziroma v opis epizode. Zdaj pa sledi citat v ogledalu. Za najbolj zaskrbljujoč citat v ogledalu je Benjamin izbral odgovor stranke Mi socialisti na vprašanje, ali menite, da bi bilo potrebno učinkoviteje omejiti dostop do pornografije za mladoletne, in njihov odgovor, ki smo ga tudi prej že dobro obdelala, je: ne verjamemo v omejevanje, temveč v izobraževanje. Pornografija lahko ustvarja nerealne predstave o spolnosti, povzroča slabšo samopodobo in utrjuje patriarhalne, heteronormativne in cisnormativne odnose v družbi. Mladim je potrebno privzgojiti občutek odgovornosti, ne pa se preprosto pretvarjati, da neki problem ne obstaja. Zelo lepo sva obdelala tudi ta vidik, torej, da je izobraževanje premalo, da je potrebno tukaj narediti korak več v zaščiti mladostnikov. Najbolj zanimiv citat, ki ga je Benjamin izbral, pa je odgovor na vprašanje etičnih standardov v uporabi umetne inteligence in uporabi umetne inteligence v šoli strani stranke upokojencev Pavleta Ruparja. In sicer oni pravijo: v stranki razvoja generativne umetne inteligence spremljamo zmešanico zanimanja in velike previdnosti. Predvsem jim je zanimiva uporaba pri pomoči starejšim, seveda so stranka upokojencev, potem uporaba v šolstvu, dajo prednost previdnosti pred znanjem, predvsem pa je zanimiv odgovor stališča zagotavljanja etičnih standardov v 3 točkah: transparentnost, človeški nadzor in zaščita zasebnosti. Stranka v svojem odgovoru zaključuje: umetna inteligenca je lahko dober sluga, a nevaren gospodar. V naši stranki bomo vedno zagovarjali svet, ker tehnologija ne briše meja človečnosti in ker se znanje prenaša z učitelja na učenca prek osebnega zgleda in truda. Benjamin, za zadnje vprašanje, pa je vprašanje tudi za vse ostale naše goste, ki so bili gostje v Volilnem zrcalu. Kaj je tvoj nasvet pri odločanju, kakšno stranko volimo 22. marca na parlamentarnih volitvah? Morda bi najbolj iskreno predlagal to, da pejmo na volitve in volimo. Predvsem to. In potem dajmo tudi spremljati, kaj bo ta naša stranka naredila na tem področju. Na področju ustvarjanja varnega, boljšega okolja za otroke in mladostnike. Dajmo jih spodbujati k kredibilnosti in odgovornosti. Se mi zdi, da tukaj vseeno gre za vprašanje najranljivejših v naši družbi in da smo vsi, ki smo volivci, poklicani k temu, da tukaj doprinesemo en košček. Stranke imajo zelo različne ideje,
poglede na ta področja. Poglejmo, morda preberimo tisto, kaj so sporočili, predvsem pa jih potem držimo kredibilne za to, kar so rekli. Jaz vem, da si želim, da bi zmagali, da bi prevzeli odločanje tega področja tisti, ki si upajo delati spremembe na boljše. No, in zelo dobro si zaključil, tudi usidrani in prav tako verjetno Inštitut Integrum se bomo trudili tudi naprej. Svet se ne bo ustavil 22. oziroma 23. marca. Naša naloga je, da smo odgovorni državljani, da damo tudi veliko sebe potem, ko so enkrat volitve mimo in na tak način pripomoremo k boljšemu reševanju problemov, ki ga imamo v tej družbi. Benjamin, najlepša ti hvala za tale najin pogovor. Hvala vsem gledalcem, da ste spremljali Volilno zrcalo. Poglejte še druge epizode. Vabim vas, da se prijavite na tale kanal in da spremljate usidranje na spletnih platformah, na Facebooku, na Instagramu in drugod. In se vidimo v naslednji epizodi. Adijo! Hvala, Nejc, adijo!